Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Preverili smo, kaj se je ta teden dogajalo na obali. Preverili smo, zakaj so v Luciji posekali ciprese. V zadnjih tednih sta nas v slovenski Istri presenetila kar 2 poseka starih dreves. Poleg posekanih dreves podjetja Agraria v Badaševici je tudi Lucija ostala brez cipres, ki so bile kot živa ograja ob teniških igriščih. Občina je naročila odstranitev zarastja in nevzdrževanih okrasnih dreves, katera so bila srebrne ciprese, in te sicer potrebujejo res redno in pa skrbno nego in vzdrževanje. Občina je teniška igrišča lani odkupila od Term Čatež. Po njihovem mnenju prejšnji lastnik okrasnih dreves ni ustrezno vzdrževal. Občina ni potrebovala soglasja, saj tukaj ni šlo za zaščitena drevesa ali gozdne površine. Tukaj je šlo res za odstranitev okrasnih nevzdrževanih dreves, ki so služile namenu žive meje med igrišči in sprehajalno potjo, so pa bila zadnja leta, dolga leta nevzdrževana in zato tudi zanemarjena. Čeprav je nekdanjo bujno zeleno ograjo zamenjal pesek, občina načrtuje prenovo teniških igrišč, vključno s sajenjem novih dreves. Na tem delu občina namerava urediti parkovne površine. Ureditev, novo podobo bo predstavil krajinski arhitekt v naslednjem mesecu. Ker bodo na območju uredili parkovne površine, ni dvoma, da bo kmalu spet zeleno. Vendar pa bodo nove zasaditve potrebovale čas, da zrastejo do želene višine. Na srečo ciprese rastejo precej hitro in sicer v enem letu dosežejo višino približno 15 do 25 centimetrov. Minuli vikend smo na olimpijskem bazenu v Kopru spremljali državno prvenstvo v umetnostnem plavanju. V nedeljo je v olimpijskem bazenu v Kopru potekalo 10. državno prvenstvo v obveznih prvinah umetnostnega plavanja. To je mogoče majčkeno dolgočasnejši del umetnostnega plavanja, ker imamo tudi ponavadi še eno tekmovanje, eno državno prvenstvo v sestavah. Ti se mogoče to, kar tudi ljudje večinoma poznajo kot umetnostno plavanje, to, da je v bistvu glasno, punce so namazane v lepih opalkah. Danes tukaj pa dekleta morajo biti v črnih opalkah, v belih kapicah, da niso prepoznavne, da sodniki načeloma ne vejo, koga sodijo in morajo pokazati 4 prvine. To so določene že na začetku leta, tako da se dekleta v bistvu za začetku sezone začnejo pripravljati na te določene prvine. In danes je v bistvu dan, ko pokažejo to. V Sloveniji trenutno deluje 5 klubov, in sicer v Velenju, Krškem, Ljubljani, Kranju in Kopru, ki so se pokazali na prvenstvu. Morajo biti punce, morajo pokazati nadzor, čim večjo iztegnjenost, višine seveda so zelo pomembne, koliko se zmorejo potegniti iz vode. In v bistvu da vse skupaj izgleda v izi, čeprav se zelo, zelo matrajo. Plavalke trenirajo med tednom po uro ali 2, večinoma pa treningi v klubih potekajo med vikendi. Poleg treninga v vodi pa je pomemben tudi tako imenovani suhi del treninga. Velik del je tudi suhi trening, kjer morajo dekleta delati predvsem na gibljivosti in moči, da so lahko sposobne potem v vodi izkazati svojo moč in iztegnjenost in gibljivost in vse. Nekatere tekmovalke so z nami delile uspehe s tekmovanja in vtise o umetnostnem plavanju. Danes sem državna prvakinja mlajše deklice prvine. Prvo mesto. Si zadovoljna? Ja, zelo. Si dosti trenirala za to? Ne, drugače. Sem prišla domov in sem imela samo 2 treninga. Kaj ti je najbolj všeč pri tem športu? Prvo kako se sploh odnosi, da se dobro razumem z naprimer saplavalci, saplavalkami, s treneršo, tako. Pa da smo skupaj kot ena velika družina. V Sloveniji umetnostno plavanje ni tako prepoznaven in cenjen šport, pravi Anja Zorko. V njem pa se udejstvujejo samo dekleta, kar pa ne velja za tujino. Umetnostno plavanje je sicer olimpijski šport.
Na včerajšnji občinski izolski seji je bil soglasno sprejet predlog določitve višine tržne najemnine za neprofitna stanovanja. So se pa občinski svetniki seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora občine Izola za leto 2023 ter potrdili novo poslovno programsko direktorico Centra za kulturo, šport in prireditve. Na včerajšnji izolski občinski seji so se svetniki uvodoma seznanili z ugotovitvami nadzornega odbora občine Izola za leto 2023. Nadzorniki pod vodstvom Darka Filiputa so opravili pregled nad poslovanjem javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola, finančno upravljanje občinskih parkirišč ter preverili porabo sredstev na področju informatizacije občinske uprave. Vse to za obdobje 2019-2022. Poleg tega je odbor preverjal tudi pogodbe za oddajo javnih površin, spoštovanje odloka o podaljšanju obratovalnega časa ter opravil nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Društva upokojencev Jagodje Dobrava. Pri pregledu vse navedene dokumentacije nadzor ni našel nepravilnosti, je pa tudi res, da je nadzorni odbor dokončal zgolj 3 od 9 izvedenih nadzorov. Na seji so svetniki obravnavali tudi predlog določitve višine tržne najemnine za neprofitna stanovanja po stanovanjskem zakonu, ki so svetniki soglasno sprejeli. Višina tržne najemnine za najemnike tovrstnih stanovanj, ki niso več upravičeni do neprofitne najemnine, bo znašala 130% več od neprofitne najemnine za konkretno stanovanje, vendar ne manj kot 9 evrov na kvadratni meter in ne več kot 11 evrov na kvadratni meter. Nazadnje so svetniki na mestu poslovno-programski direktorice javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za 5-letno mandatno obdobje soglasno imenovali Vesno Rebec, ki bo vodenje zavoda prevzela 1. aprila. Zdravniki v zdravstvenih domovih in bolnišnicah stavkajo že 12. dan po vrsti. Poglejmo, kako stavka poteka v zdravstvenem domu v Kopru in splošni bolnišnici Izola. Tudi v zdravstvenem domu Koper in splošni bolnišnici Izola zdravniki že drugi teden stavkajo. Preverili smo, na kakšen način je v času stavke organizirano delo. Pri nas v zdravstvenem domu smo se dogovorili, da bo stavka potekala nekoliko lažje. To pomeni, da bodo vsi zdravniki na svojih delovnih mestih. Poskrbeli bodo za vse tiste stvari, ki jih morajo po zakonu. Stavka v splošni bolnišnici Izola se izvaja tako, da odpadajo nenujni posegi v starostni skupini od 18 do 65 let. Se pravi, vsi tisti posegi in pregledi, zaradi odpovedi katerih se ne bo poslabšalo zdravstvene stanje bolnikov. Kako so organizirana ta nujna zdravljenja? Pacienti pridejo do vas? Pacienti za vsa ta nujna zdravljenja pridejo pri nas. Seveda vsak pacient, ki je odpovedan, je triažiran in se preveri po zdravstveni dokumentaciji na podlagi napotnice, da odpoved ne bo povzročila poslabšanja zdravstvenega stanja. V zdravstvenem domu Koper po neuradnih podatkih stavka 3/4 zdravnikov, medtem ko v splošni bolnišnici Izola stavkajo vsi zdravniki. Katere pa so vaše glavne stavkovne zahteve? Lahko samo na kratko povzamete morda? Na prvem mestu je implementacija že podpisanega sporazuma z vlado z januarja 2023. To je odprava plačnih nesorazmerij med zdravniki, potem uvedba delovnega mesta starejši zdravnik specialist in odprava vloge zdravstvenega sveta pri sprejemanju standardov in normativov. Druga zahteva, ki je pa vezana na izpolnitev prve, potem pa je pogajanje ločeno z zdravstvenim stebrom, se pravi zdravniki, medicinskimi sestrami, zdravstvenimi administratorji in vsemi zaposlenimi v zdravstvu glede plač v bodoče. V zadnjih dneh je največ prahu dvignilo neizdajanje bolniških listov. Na novinarski konferenci na temo zagotavljanja oskrbe pacientov v času stavke, ki jo je v sredo sklicalo Ministrstvo za zdravje, je Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zatrdila, da so zdravniki dolžni opravljati tudi zdravstvene storitve v širšem smislu, kot je na primer izdaja potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, saj s tem zagotavljajo socialno varnost, ki jo v 50. členu Ustave Republike Slovenije zagotovljena človekova pravica. Zdravniki pa se s tem ne strinjajo. Zdaj hodijo po hiši tudi inšpektorji, včeraj je bila inšpekcija pri nas, ampak zaradi preverjanja, to je bilo ukaz z Ljubljane, da bi pa prav direktno pritožbe bile, verjetno sporočajo z tem varuhom pacientovih pravic in ti nam pošiljajo neke maile, da ne damo bolniške liste. Tako da to je zdaj
To ni neko uradno stališče. Držijo se sicer tistih 2 dopisov od zavarovalnice in od ministrstva, ki pa v ničemer po pravni poti ne določata točno, koliko je to prav. V bistvu ne drži niti ena stvar, ker nimajo nobenih členov v tistih dokumentih. Ali se je kaj takega zgodilo v teh 2 tednih, da bi kdo se zaradi tega pritožil, oziroma da bi se izkazalo, da je imel kdo težave, ker ni dobil bolniškega lista pri delodajalcu? Zdaj tak čas, ko se v bistvu zaključuje mesec, tako da zdaj absolutno ni moglo biti dosti teh težav. Te bolniške ljudje rabijo za konec meseca za delodajalca, ker bojo dobili pač denar povrnjen oziroma obračunan v naslednjem mesecu. Mislim, da bo najbolj pereč drugi teden. Ne? Pogajanja med Fidesom in predstavniki države doslej še niso obrodila sadov. Koliko časa mislite, po vaši oceni, bo še stavka trajala? Ja, težko rečem. Oziroma, koliko ste pripravljeni še pravzaprav? Težko rečem, mislim, da se tudi mi že utrujemo, predvsem bo res pestro verjetno v drugem tednu, ravno največ na primarni zaradi teh bolniških listov, ker, glejte, sej mi večina stvari naredimo. Mi naredimo, zelo redko tudi kakšen zdravnik ne stavka, ne sodeluje z nami, ker pač ni v sindikatu, ampak to je redka stvar. Večina zdravnikov je usmerjena v to, da izvaja protest na takšen drugačen način, predvsem pa ne z veliko težo na paciente. Ne. Pediatri so sicer bolniške liste obvezani izdati, saj so te vezane na otroke in ker morajo zagotoviti, da otroci zaradi stavke ne bodo oškodovani. Poglejmo, kaj o stavki zdravnikov menijo naključni mimoidoči iz koprskih ulic. Politika se preveč meša tukaj zraven vseh in zato jaz tudi podpiram zdravnike, ker tudi jih rabimo. In pravim, da je prav, da dobijo dobro plačilo. Mi penzionisti smo zelo nezadovoljni, zato ker čakalne vrste so tako dolge in potem mislim, da bomo prej, ko bomo kaj dočakali, bomo prej verjetno šli gor v nebes ali pa dol v pekel. Upajmo, da ne. Ste imeli kakšne izkušnje zdaj z zdravniki, odkar stavkajo? Ne, zdaj trenutno ne, prej pa ja, sam pravim, da je žalostno. Ne je to dobro. Ni dobro? Ne. Zakaj po vašem? Ne vem, kaj, če ne delajo v redu, itak je čakanje enako. Njemu je, gospa moja, ja, hvala Bogu, jaz ne rabim. Ma take rabe, vidim jaz, da je malo problema. Kaj ćemo reči? Prav me, kaj će. Imajo prav. Ste imeli kakšne izkušnje zdaj, odkar je stavka z zdravniki? Ja, jaz nimam problemov. Se ne strinjam s tem. Nimam. Imajo prav, seveda, da imajo prav. Vsak ima pravico stavkati, samo določene stvari se ne bi smele dogajati. Delavski na bolniški mora dobiti bolniški list. Saj to se vam ne zdi prav, da... To se mi ne zdi prav. Ne zdi se mi prav, da nekdo čaka ne pregled ne vem koliko let ali pa meso ali karkoli, takrat, ko pride, da mu zopet prinese in to človeku noter. Ja. Veš, da je zdaj zdravniška stavka? Ja, sem čula, ja. Slišala. In kaj meniš o tem? Iskreno, ne vem točno. Mislim, ni mi všeč to, da niso toliko, da vpliva to na njihovo dostopnost, ker dobiti jih zdaj katastrofa. Ja, jaz sem lih rabila ena zdravila dobiti in je bil cel kaos glede tega. In tako da to malo... A si potem prišla do njih vseeno? Ja, potem po nekem času sem zdaj dobila. Ampak sem mogla priti tam osebno in reči, da rabim, ker noben se ni javil, ne nič. So bili samo odzivniki, ne? Ja. In tudi na mailu je avtomatsko tisti, da ne odpisujejo, tako da, ja. Vlada je za danes opoldne sklicala pogajanja za celotni zdravstveni steber z direktorji največjih zdravstvenih ustanov. V okviru teh naj bi reševali tudi nekatere stavkovne zahteve zdravnikov. Ob isti uri je Fides vlado povabil na pogajanja glede njihovih stavkovnih zahtev, ki pa se jih vladni pogajalci niso udeležili. Po mnenju Fidesa naj bi pogajanja lahko potekala istočasno, zato ravnanje vlade ocenjujejo kot umik iz pogajanj. Kot kaže, se bo stavka torej nadaljevala. Obiskali smo 11. redno sejo mestne občine Koper, na kateri so med drugim obravnavali podražitev vrtcev in upravljanje javnih parkirišč v objektu Solis.
Koprski občinski svetniki so potrdili investicijski program za pripravo in izvedbo del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana, s čimer so zagotovili nadaljnjo nemoteno oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo. Dodatna količina vode bo tako pritekla iz Kraškega vodovoda preko vodnjaka Klariči in iz Tržaškega vodovoda preko povezave z vodovodnim sistemom Trst na mejnem prehodu Sveta Barbara. Vrednost celotne naložbe znaša 4,6 milijone evrov, od česar bodo občine Slovenske Istre prispevale nekaj več kot 1,6 milijona evrov. So pa na seji svetniki potrdili tudi povišanje cen programu predšolske vzgoje za 9 do 15%. V praksi to pomeni povišanje za približno 15 evrov za programe prvega starostnega obdobja, nekaj več kot 4 evre za programe drugega starostnega obdobja, ter za približno 3 evre za oddelke 3 do 4 leta starih otrok. Poleg tega so občinski svetniki potrdili uvedbo javne službe upravljanja določenih javnih parkirišč v objektu Solis. Na pustno soboto bodo na 14. istrski pustni povorki, ki bo potekala v Kopru, skupinske pustne maske na vozovih spet preganjale zimo. Tudi letošnja pustna povorka se bo odvijala v Kopru, seveda na pustno soboto, 10. februarja. Ob 11. uri bodo mesto pisano obarvale številne pustne maske. Razpis je odprt do 1. februarja, tako da vabimo vse pustne maske, da se prijavijo in sodelujejo na naši povorki. Povorka bo začela na parkirišču pri stadionu Bonifika in se nadaljevala po Ljubljanski cesti in Pristaniški ulici do Taverne, kjer se bo dogajal pester program. Dopoldne bomo imeli ob 10. uri že otroško gusarsko rajanje, kasneje nadaljuje skupina trio Teci Teci in tako da bo zagotovo zabava in veselje bojo zagotovljeni. Letošnja novost pustne povorke je usmeritvena tema, to je cirkus, sicer pa to ni predpogoj za prijavo. Razpis je zasnovan tako, da prijavljene skupine dobijo denarno nadomestilo za pripravo vozov. Ampak verjamemo, da cirkus je zelo odprta in splošna tema, tako da so res vabljene vse pustne maske, tema tudi ni predpogoj za prijavo, tako da vabljena res vsa društva, vse skupine, ki želijo svoje pustne maske in vozove predstaviti na naši povorki v Kopru. Po koncu 14. pustne povorke bo potekalo tudi glasovanje za najpustno masko, ki bo na koncu tudi prejela nagrado. Za lačna usta, za pusta hrusta bodo na voljo tudi dobrote na pustni tržnici. Na tiskovni konferenci Ujemimo digitalno prihodnost smo izvedli več o projektu Src Edih. Digitalno preoblikovanje organizacij je kompleksen, a ključen postopek za doseganje konkurenčnosti v gospodarstvu in javnem sektorju ter s tem prispevanje k celostnemu razvoju družbe. Evropska unija je vzpostavila mrežo evropskih digitalnih inovacijskih stičišč EDIH z namenom podpore podjetjem in javnemu sektorju pri premagovanju izzivov digitalne dobe. Ta mreža obsega 151 stičišč v 31 državah Evropske unije, med katerimi je tudi Src Edih, eno izmed dveh v Sloveniji. V sredo so na novinarski konferenci predstavili projekt, del katerega je tudi Univerza na Primorskem. Projekt Src Edih je tako za Univerzo na Primorskem eden ključnih projektov, preko katerega univerza izvršuje svojo družbeno poslanstvo v lokalnem in širšem nacionalnem okolju. Svet postaja vse bolj digitaliziran in tehnološko usmerjen, čemur ne moremo ubežati. Digitalna preobrazba ima 4 faze. Prvo je treba sploh poznati, koliko digitalnega sveta poznamo. To je se pravi neka diagnoza, mi temu rečemo ocena digitalne zrelosti, okolja, se pravi ali podjetja ali lokalne skupnosti. Naslednja faza je na podlagi te diagnoze, se pravi te ocene stanja, potem predpišemo neke ukrepe, se pravi poiščemo načine, kako pridobiti te kompetence. V tretji fazi lahko tudi testiramo posamezne rešitve, se pravi imamo neka testna okolja, da nekdo reče, to mi pa sicer zanima, ampak bi vseeno rad videl, kako to izgleda v praksi in si gre tako okolje pogledati. In se pravi, četrta faza je pač za tiste, ki želijo pomoč tudi pri zagotavljanju ali pa pridobitvi nekih finančnih sredstev, da skupaj s partnerji pomagamo tudi tukaj narediti nek načrt, kako
vso to, bom rekel, evolucijo, to preobrazbo podjetja financirati. K projektu je pristopila tudi Mestna občina Koper. Tako kot vse ostale organizacije je digitalna preobrazba oziroma digitalizacija nekaj, kar je neobhodnega, in če želimo iti v pravi smeri, moramo vedeti, kje smo. Zato smo pristopili k temu projektu Srce dih, zato da se lahko vidimo sami, kje smo, in se primerjamo z ostalimi, in potem, da od tistih boljših vzamemo njihove najboljše prakse. Zahvaljujoč podpori Src Edih imajo podjetja in javne organizacije možnost optimizacije svojih poslovnih in proizvodnih procesov, izdelkov ali storitev z izkoriščanjem digitalnih tehnologij. Vsi udeleženci imajo zagotovljen dostop do tehničnega strokovnega znanja in do 11 testnih okolij, kjer lahko preizkusijo napredne digitalne tehnologije pred njihovo implementacijo. Pa ima digitalizacija tudi slabosti? Vsaka pot sprememb, če hočeš iti iz enega stanja na boljše, zahteva neke napore. Ni brez napora, in to je pač lahko ta slabost. Se pravi, da bi nekdo na tej poti odnehal, pa bi rekel, to je zame prezahtevno. Še slabše pa je, da bi nekdo rekel, si jaz tega sploh ne potrebujem, kar pa sploh ne drži. V prihodnjih 2 letih bo Src Edih v Sloveniji podprlo več kot 100 organizacij in nad 1000 zaposlenih pri pridobivanju digitalnih znanj in kompetenc. Poglejmo, kje v Mestni občini Koper bodo v naslednjih tednih potrpežljivi zaradi zapore ceste. Mestna občina Koper nadaljuje z aktivnostmi v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran. Zaradi izgradnje kanalizacije je tako od srede 24. januarja v veljavi popolna zapora ceste med Hrvatini in Kolombanom. Delavci bodo cesto dnevno zaprli med 8. in 17. uro, dela pa bodo predvidoma potekala do 1. marca 2024. Obvoz v smeri Ankarana in nazaj bo možen preko Kolombana in Hrvatinov. Sčistite pešce s cestišča, sčistite pešce s cestišča, sčistite pešce s cestišča. Ok, Lana, zdaj lahko posnajamo. Sčistite pešce s cestišča. 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 Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Kot vsak teden vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo odvili v slovenski Istri v prihodnjih dneh. Že jutri se lahko ob 10:30 udeležite pripovedovalskega dogodka za otroke v gledališču Koper z naslovom Skok v pravljico. Tokrat bodo pripovedovali o Mojci Pokraculji. V večernih urah pa lahko v Auditoriju Portorož obiščete komedijo v produkciji Cukr teatra z naslovom Čas pa kar teče. Predstava se prične ob 19:30. Kmalu zatem ob 21:30 sledi dogodek v koperskem Snack baru. Oder bo zasedla obalna rock skupina Delirium, katere korenine segajo vse v začetek 80-ih. Prisluhnimo njihovi skladbi Ob glavo za zabavo. Za zabavo iskal je družbo pravo, našel si je dve, ta pravi plači je. Ena zgoraj, druga spodaj, on pa vmes pripravljen je za ples. Kamura je zbudila, čista brez plačila,
v ogledalu obris, na njemu pa napis. Dobrodošel v klubu Ajca, zelo nam je žal, kaj ko si pa sam iskal. Sam iskal. Opravo za zabavo. Opravo za zabavo. Vzporedno se bo ob 19:30 v Centru mladih Koper pričela še ena glasbena poslastica. Nastopili bodo kar 3 obalni izvajalci, Listening Circuits, Spiral Mind ter Bregove Dere, katerih skupna glasbena nit se giba nekje med sanjavim, globokim in morda malce temačnimi ritmi. V ponedeljek 29. januarja ob 18. uri se lahko udeležite predstavitve knjige z naslovom Trsta ne damo. Tega organizira Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper in Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije Tiger Primorske. Dogodek se bo odvil v Centru humanističnih znanosti na Kraljevi ulici v Kopru. 1,5 ure kasneje se lahko odpravite v dvorano svetega Frančiška Asiškega v Kopru, kjer se bo odvil večer avtorjev umetniške rezidence v Kubedu. Ob 20. uri pa se bo v Auditoriju Portorož pričela gledališka komedija v produkciji Špas teatra, ki nosi naslov Večerja bedakov. V sredo 31. januarja se ob 17. uri lahko udeležite sprehoda po Kopru z umetniki, ki ga organizira Knjižni klub Univerze na Primorskem. Tokrat se bo na sprehodu predstavil Karlo Hmeljak, Koprčan, vrhunski jadralec in pesnik. Sprehod se bo pričel pred podhodom pod Istrsko cesto. V večernih urah pa se bo v gledališču Koper ponovič odvila gledališka predstava Lepa vida režiserja Marjana Nečaka. Pričetek ob 20. uri. V Izoli se na isti večer ob 19:30 v Kulturnem domu lahko udeležite zimske produkcije plesnega studia Laj, ki tokrat nosi naslov Prehajanja. V četrtek, 1. februarja, se bo v Centru mladih Koper odvila premiera kratkega filma Krea. Gre za produkcijo društva Wizards of Istria, ki je novo nastalo stičišče mladih kreativcev iz Kopra. Pričetek premiere ob 21:30. Naslednji dan, na petkov večer, pa se lahko udeležite koncerta v Hangar baru v Izoli. Predstavila se bo obalna zasedba Tri bote, katera žanrsko vsekakor postavlja merila istrskega roka. Prisluhnimo njihovi skladbi Tri kraje. Črnega kala hiteš v koprte morje, pogledaš nazaj, pruta so cerbe. Te smo doma, burja toča sunca pača, hiša so se sive, juno vole z dola, zelene lepe njive. Te je naš dom, kaj tičejo nam faraonske piramide, maš to da imamo mi puna golida. Merlo trefošt, na tem prate sveta 3 so lepe kraje in najlepše so v mesece maje. Koper, Izla, Piran, udari, banda, 4-7 zdaj. Tri kraje, ki najlepše so na svete. Tri kraje, ki od sunca so sagrete. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v našem časopisu Megafon. Do naslednjič!
Hvala za pozornost. Se vidimo naslednji teden. Nasvidenje.